Gospod, ste se prej že javil, pa mogoče odkrvi odkrite pot. Dobro. S čim začnemo? Začnemo s tem preprečevanje škode in ozaveščanje. Če imate sploh prostor v tem predlogu zakona, glede na to, kakšne sredstva so že namenjena za te zadeve. In konec koncev v predlogu zakona, kjer se ocenjuje stroške izvedbe tega zakona na 2 milijona, tudi piše, da bodo vsi te programi na koncu kriti iz koncesij. Se pravi, glede na to, da Slovenija ni ravno največja država, to pomeni, da te programe bodo sestavljali ljudje, ki so trenutno nasprotniki legalizacije. Zraven bojo pa plačani iz strani koncesij legalno prodane konoplje. To je absurd. To je državni sistem, ki ga imamo kot prvo, kot drugo. 2 milijona so stroški v bistvu nadzora tega sistema in upeljave tega sistema. Medtem, preostanek denarja, ki ostane, se nameni socialne programe. Bi upozoril, da Slovenija ima integralni proračun, kar vse skupaj zelo zakomplicira. Ne moramo narediti tega, kar dela Colorado, kjer reče toliko procentov gre v šolstvo, toliko procentov gre v zdravstvo. V Sloveniji gre vse v integralni proračun in potem Ministrstvo za finance dela, kar hoče. Kar se pa tiče, zakaj program. Jaz bi upozoril, v Sloveniji je veliko državljanov, niso vsi v tej sobi in še vedno je veliko zadržkov do konoplje. Glavna skrb je zloraba drog in mladoletnih. Mi moramo odgovoriti na vsa ta vprašanja, zato da bo zakon sprejet. Trenutno zakon kot je, če pogledate situacijo, NSI pravi, preučujemo, SDS ne odgovarja na vprašanje. To je situacija, s katero zakon spravi skozi in ko je zakon enkrat sprejet, so popravki detajli. Ampak zakon mora biti sprejet, zato da je nov sistem ureditve sprejet. In to je cilj tega zakona, narediti nekaj, kar bo širši družbeni konsens, sprejemljivo in potem gremo dalje od tam. Dobro, to je, ok, se pravi, pa to razumemo bolj kot eno retorično urodje, ne? Ni, je tudi, pač financirajo se programi. Zdaj, moje mnenje je, da problem zlorabe drog, tako kot ni pri drogah, ampak je pri socialnih problemih, pri socialnih situacijah. Če se s tem denarjem začne financirati, recimo naš originalni predlog je bilo dodatno financirati za mladinske centre. In tako naprej, upam, da se bo razvili s tem, da ko enkrat legaliziramo in odstranimo to zastarelo debato, konoplja je droga in škoduje in ne moramo izničiti, bomo tudi lahko na ministrstvih začeli debato o tem, dajmo mečkrat posodobiti naše programe za boj za zlorabo drog. To še vedno ni v skladu, niti približno z zadnjimi znanstvenimi dognanji. Za dognanji po endokanabinoidnem sistemu in tako naprej. Jaz ne razumem, zakaj se ta sredstva ne nameni rajše za raziskovanje vse zdravstvenih prednosti, ki jih konoplja nudi. Teh raziskav ni čisto nič, teh programov ni čisto nič in financiran za njih ni čisto nič. Medtem, ko imamo programov za financiranje in tako dalje, medtem, ko imamo financiran in različnih programov za boje proti tem zadevam, malo more. Jaz ne bom komentiral njihove efektivnosti na tej točki, ampak to je absurd in nima mesta v predlogu zakona o konoplji. To je pač dejstvo. Jaz bi pozoril, da glavni nasprotnik tega zakona je Milan Krek. Dobro, ni treba pozarjati. Ampak samo to, da se razumemo, kje imamo debato. Kje imamo debato. Jaz se strinjam z vami, ampak jaz vam hočem povedati, da jaz se popolno strinjam z vami, samo, ko grem jaz na televizijo, moram to razložiti širši javnosti, se pogovarjam z Milanom Krekom, kjer imamo mentaliteto 80-ih let prejšnjega stoletja. A ti da en argument za Milana Kreka? Prosim? En argument, ko se boš srečal z njim, ker mene absolutno režejo. Jaz se ne morem pojaviti na televiziji. Ampak, ko se pojaviš z njim na televiziji, ko bo prišel argument otroci, kadijo pa to, povej, da je največja migracija v ZDA se dogaja družine, ki se selijo v Colorado, zaradi tega, ker otroci, epileptični otroci ne morejo drugače dobiti konoplje za zdravljenje epileptičnih napadov. Tako se je začelo, potem pa se je šlo za glavkome, potem se je šlo za glioblastome in naenkrat ne moreš reči, da je zadeva recimo prepovedana za mlajše od 18 let, ker v zdravstvu nikakor ne bi smela biti prepovedana. Ta zakon ne preprečuje medicinske uporabe za ljudje, ker je to vedno stroka. Ko on začne, moj predlog je, začniti kontra s tem. Ja, sej še druga večja. To niso kritike, to so predlogi izboljšave, da se ne bomo narobe razumeli. Druga zadeva, ki bi ti predlagal, je sledeča. Ti imaš napisano tamle, da je dovoljeno kadjenje v kadilnicah in v
Tako je. Ne, kar sem začel. In glede na to, da je ena od zadev, ki se dogaja že v Sloveniji, je zelo uspešna. Isto je v ZDA, pa v Španiji ali pa nekje druge so socialni klubi. Namreč, ti, ko boš prišel v lekarno, se boš srečal recimo z 400 sortami konoplje. Moraš imeti blazno srečo, da človek, s katerim se pogovarjaš, točno ve, katera sorta tebi ustreza. Zaradi tega, ker je zelo odvisna od posameznika in je zelo odvisno tudi od terpenoidov, flavonoidov in ne vem česa, ne samo od sorte. Ergo je to metoda poskusov. Ja. In če nimaš enega takega prostora, ne, ni nujno, da boš najdel tisto sorto, ki ti najbolj ustreza. Jaz se čist strinjam. Osnovni problem, pač rešitev za to je kadilnica v taki trgovini, ne? Ampak osnovni problem je, če imamo mi trenutno postavljen precedent, kjer se kadi v kadilnicah, pa da veva, kakšen diskurs se potem v javnosti pojavi in tako naprej. Kljub temu, da jaz mislim, da večina Slovenk in Slovencev ne bi nasprotovala tem, da tam, kjer kupuješ konopljo za to rabo, najbrž ne bo največja katastrofa, če boš tudi dokadil, s tem, da vse so tudi drugi načini. Samo dodal, da zakon ne zapoveduje kajenje doma in v kadilnicah, ampak prepoveduje samo javno. Tako da tudi v zakonu o društvih lahko pač dom je mišljen zaseben prostor. To je, ampak SKSK, recimo, mislim, socialni klubi so javni prostor ali... Odvisno, prostori društva, če so počajno zaseben prostor. Če ni javni prostor, je zaseben, ne? Mislim, je škoda zaradi tega, ker točno zaradi tega nastajajo. Vse, ko so tudi tam, ker so ekstremno rigorozni. Ti, ga imaš v Belgiji, recimo v Bruslu, imaš zelo močen socialni klub. Mislim, pa imaš pa fibromialgike, ki so že v Sloveniji organizirani na ta način, da kadijo doma pri eni, pri drugih in se pogovarjajo. Mislim, to je, mi se pogovarjamo o eni subkulturi, ki v Sloveniji laufa. Zakon samo prepoveduje javno kajenje. Ja. Kar pomeni, tisto, kar ljudi moti je, ulica mi smrdi, ker mi pod blokom kadijo. To vas pač moti. Ne moreš sred parka, kljub temu, da jih tam mislim, da bi lahko dovolili. In to je razlog, zakaj mi želimo občinam dovolj, da rečejo, na tem parku lahko, na tej ulici lahko. To bi bila dobra rešitev, samo na žalost postopkovno jo ne moramo izvesti. Trenutno je pa pač... To ni dobra rešitev. To vodi v šikaniranje, zadeva mora biti objektivno rešena, ne pa ena ulica ja, ena ulica ne, en lokal ja, en lokal ne. To se že se da v presojo samim lokalom. Sam si prej rekel, da jaz sem potem na televiziji, pa ne vem kaj, ne moram te zadeve povedati. Zato bi moral predlog zakona imeti te pravilnike že napisane, na katere bi se ti lahko skliceval. Skozi cel zakon je veliko pomanjkanje pravilnikov. Pravilnik o kajenju, recimo, kjer je zadeva bolj dorečena. Pravilnik o testiranju. Tukaj je zdaj prvič napisano, da bo v predlogu zakona, to spodnje omenjeno, da bodo vsi izdelki za višjo vsebnost THC-ja testirani. Kje je metodologija? Nalagate to delo v predlogu zakona, recimo nastajanje vseh teh manjkajočih pravilnikov na pristojno ministrstvo, ki ostane nedefinirano. Zdaj tukaj imamo pa zopet problem. Namreč, ker zakonodajni napredek sledi letom prohibicije, ta ministrstva, inšpektorati, kdorkoli, o tej zadevi ni niti približno izobražen. In to je del razloga, zakaj je konoplja ilegalna, ker vi niste, ker vi niste prva pobuda za legalizacijo. In enostavno, ker se v teh zadevah ne znajdejo, jim je treba ponuditi celovito rešitev, da ima možnost copy-pastati zadevo noter, ker sam toliko teh zadev ne ve. Vse je pa sposoben za napisanje strinjati ali ne. Od njih pa čakva, da bojo te zadeve napisali, po letih prohibicije in ker v zadevi niso izobraženi, ni fair, ni pošteno. Zaradi tega bi to moglo biti že del noter predloga zakona. Metodologija dorečene testiranja, sledljivost in tako naprej. Tole bi to vprašal, tole v zakonu ni nikjer dorečeno. Nekdo je napravil izdelke za višjo vsebnost od THC. On da zdaj to zadevo testira krok, in je imel noter pesticide ali pa karkoli in zadeva ni Kje ti misliš, da bo ta zadeva končala in kako to vaš predlog zakona rešuje? To gre vse direktno nazaj na črni trg. Zakaj? Ker ni pravilnika o tem, kaj narediti z izdelki, ki ne ustrezajo kvalitativnim standardom. Govorimo o veliki sistemski spremembi in seveda bo treba ogromno. Te pravilnike se še sploh niso edini in najverjetneje bo treba še marsikateri pravilnike, ki se nanašajo direktno na to. Ampak te stvari so zelo...
lahko gremo probati iskati perfektno rešitev, pa jo ne bomo dobili. Ko je zakon, prosim. Ja, pa dajmo, prosim, ne zdaj, damo še komu drugo vprašanje, predloge mi pošljete po mailu. En argument. A lahko, prosim? A jaz sem mislil, da si mi dal besedo. Moment. On je govoril in bom odgovoril najprej. Dajte, ja, jaz se strijam, ogromno je. Mi imamo cel seznam pravilnikov, ki jih treba narediti, pa vam povem zdajle, da bojo se najde še čist drugi pravilniki, ki bo tudi treba. To je velika sprememba v načinu delovanja. Ampak, jaz enostavno ne morem kupiti ideje, da pač zavržemo ministrstvo, ki jih imamo. Jaz mislim, da je to čist naloga vladajoče stranke, da poskrbi, da vlada poskrbi, da pač ta ministrstvo to izvedejo, ker če ne, zakaj za hudiča jih plačujemo? Ker če ne resno, zakaj imamo vlado? In prosim, da govorim do konca. Ja, treba marsikaj spreminjati, kar pomeni, da tukaj nas čaka velikanski boj. Ampak prvi korak v tem boju je, da se zakon spremeni. Potem se ga pravilnike popravljajo. Kar pa vaše skrbi, da ne bojo pripravili zadevo, pa predlagam, da preberete čist zadnji člen v prihodnih določbah. Mislim, da ste razumeli, zakaj me ne skrbi, da bojo ministrstvo to pripravili. Okay. Jaz bi pa samo dopolnil kolega, pa ostanemo na istem ministrstvu. Zakon o varnosti in delu, varnosti in zdravju pri delu, bil sprejet konec 2012 uveljavljen. V zakonu je pisal zelo podobno kakle, da pristojno ministrstvo za zdravje pripravi smernice v 6 mesecih, bile so objavljene marca 2015. Pa ni šlo za prohibicijo v sistemske spremembe, tako da ne vem, vidim tega malo argumenta, pred da se spoštovali. Ja, mislim, mi imamo slabe izkušnje z njimi zaradi tega, ker jim je dala naloga in je bila dana v državnem zboru, da pripravijo pravilnik. In v 16 mesecih se absolutno niti lotili niso. Ja, to je smer političnega sistema. Smem, replika, a vi pa niste sposobni teh pravilnikov skupaj spraviti. Ker jaz bi pa to od vas pričakoval, če se želite, da vas predlogom zakona. Da te zadeve naredite od A do Ž tako se šika, drugače bo to samo še en faliran poskus. Teh faliranih poskusov, ki so bili nepopolno narejeni, pa Slovenija že ene par. In vprašanje, koliko jih je pripravljena še tolerirati, predboj za zakonsko spremembo totalno odpade z izgovorom, naš narod tega ni pripravljen zrihtati, vržemo izraelsko ali pa kadensko vodenje. Stvari ne delujejo tako, nerazumevanje političnega sistema. Ja, jaz bi sam to govoril. On je sicer malce agresivno nastopil, ampak gre se za to. Vse postopke se pojavi nedorečenost, nastopijo z svojimi razlagami,